Lep pozdrav vsem skupaj, moje ime je Iza Kobar, sem diplomirana fizioterapevtka, ustanoviteljica FIZA in svetovno nagrajene FIZA masažne tehnike. Danes je tema ženska energija in sicer z njo povezan povezovalni člen med trupom in spodnjimi okončinami je medenica. Torej tempelj, center ženske energije, ki se ga velikokrat premalo zavedamo. Premalo se pa zavedamo tudi položaja medenice, kar lahko vodi v preveč napetosti v mišici v ledvenem delu, slabo gibljivost kolkov in posledično tudi slabo držo. Z leti izgubljamo občutek za položaj medenice, zato je zelo pomembno, ne samo, da krepimo globoke mišice, mišice medeničnega dna, pač pa tudi mišice okrog medenice in poskušamo ohranjati čim bolj nevtralen položaj medenice in njeno fleksibilnost ter gibljivost. Danes vam bom pokazala 3 vaje, s katerimi lahko lepo sprostite in predvsem ozavestite občutek za medenico ter olajšate težave z bolečinami v križu ali v kolkih. Prva vaja je modificirana različica mačke, vendar le z nekoliko večjo amplitudo gibanja. Postavimo se na vse 4, dlani so pod rameni, poskušamo doseči pravi kot v kolku in medenici ter kolenih. Globoko vdihnemo, potegnemo trtico proti glavi, izbočimo hrbtenico ter nato z globokim vdihom potujemo čim nižje, težo damo na roke, vdihnemo, pogledamo navzgor in se nato vrnemo nazaj v prvotni položaj. Vajo ponovimo 10-krat, gibanje naj bo tekoče in enakomerno. Drugo vajo lahko kar izpeljemo iz prve. Postavimo kolena nekoliko široko, kar nam omogoči večji kot v kolkih. In se nato samo počasi spet zaswingamo naprej ter pričnemo z kroženjem medenice v kolkih. Najprej zaokrožimo 5-krat v eno smer, 5-krat v drugo. Širše kot boste postavili kolena, večja bo amplituda gibanja. Vajo izvajate počasi, začutite vsak premik, nato zamenjate smer in ponovimo še 5-krat v drugi smeri. Pri tretji vaji smo še zmeraj v istem položaju, vendar bomo namesto izvajanja mačke naprej in nazaj to počeli z ene strani v drugo, kar pomeni pogled navzgor, ubočimo hrbet in se samo počasi premaknemo v drugo stran, v desno, brado na prsa, izbočimo hrbet in nato počasi pri tleh peljemo težišče v levo in nazaj v desno. Pri tem pazimo na enakomerno dihanje. Postopoma so gibi vedno večji, dokler ne pričnemo s kroženjem, kot da bi krožili po znotraj cevi. Zamenjamo smer. Ustavimo in zaključimo z položajem otroka.